Ja, lepo pozdravljeni. Bomo začeli s tobačnimi nikotinskimi izdelki. V zadnjih letih, kot veste, se je pri nas pojavilo veliko novih izdelkov. Poleg klasičnih tobačnih izdelkov, kot so cigarete, so se pri nas pojavile elektronske cigarete. Dajmo si malo osvežiti spomin, zakaj gre pri posameznih izdelkih. Tukaj v elektronskih cigaretah se segreva tekočina z nikotinom. Uporabniki jo imenujejo običajno vape, puff ali puff. To smo tudi malo mlade povprašali, kako imenujejo te izdelke. V teh izdelkih ni nikotina. So pa pravzaprav na trgu okrog 15 let, o njih vemo še daleč premalo, kaj se bo zgodilo, če jih nekdo dolgoročno uporablja. Kot pa kažejo raziskave, bodo pa podobne bolezni se pojavljale pri dolgoročnih uporabnikih kot pri kadilcih. Značilnost elektronskih cigaret je, da imajo tudi pomembne kratkoročne učinke, predvsem na dihala, tako da je treba biti pozoren na to, tudi recimo epileptične napade, lahko prevelik vnos nikotina, še posebej pri novih elektronskih cigaretah. Potem so se leta 2017 pri nas pojavili ogrevani tobačni izdelki, v teh pa je tobak, tukaj se segrevajo take majhne cigaretke. Uporabniki pogosto tem izdelkom rečejo elektronske cigarete. Zdaj za te izdelke, ki so na trgu manj časa kot elektronske cigarete, je seveda na voljo še manj verodostojnih podatkov, ampak zaenkrat velja, da ne moremo trditi, da so manj škodljive kot kajenje klasičnih cigaret. Zdaj, najnovejši izdelki se je pojavil, so nikotinske vrečke, ki jih vidite tamle levo, desno zgoraj. To so izdelki, ki se uporabljajo v ustih, vsebujejo nikotin, lahko v zelo visokih ravneh, tako da posameznik lahko dobi več nikotina v uporabi, kot če bi kadil cigarete. O njih še najmanj vemo, da vsebujejo tudi rakotvorne snovi in druge zdravju škodljive snovi, sicer pa že sam nikotin ima pomembne zdravju škodljive učinke, tako da bo prišlo po dolgotrajni uporabi zelo verjetno do srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni in podobno. Spodaj je pa pravzaprav izdelek, ki je paralelen nikotinskim vrečkam, že dolgo časa na trgu, to so pa brezdimni tobačni izdelki, za katere pa vemo, da imajo pomembne posledice pri dolgoročni uporabi, to so recimo rakava obolenja prebavnega sistema, srčno-žilna obolenja pa sladkorna bolezen tipa 2. Tako da vemo, o katerih izdelkih bomo govorili in te izdelki so tudi tukaj le pred nami na mizi. Kar naprej. Zdaj, kar mi opažamo in postaja velik problem, je uporaba predvsem teh novih tobačnih pa nikotinskih izdelkov med mladimi, predvsem mladostniki, se pravi tudi mladoletnimi osebami. Namreč ugotavljamo, da so odstotki uporabnikov višji kot v odrasli populaciji, da odstotki naraščajo in to hitreje kot v odrasli populaciji. In ena od raziskav, ki smo jo naredili konec leta 2023 med anketiranimi 16-letnimi dijaki, kaže, da se pravzaprav tudi ne znižuje več odstotek kadilcev med mladostniki. Pač pa se zvišuje odstotek uporabnikov, ki uporabljajo vse en izdelek z nikotinom, kar je seveda zelo zaskrbljujoče, če si bomo na tej sliki naslednji pogledali. Tukaj le vidite te odstotke, malo slabše se videti, oranžni stolpci so za mladostnike, modri so za splošno populacijo, da boste videli primerjavo, da vidite, da so odstotki res višji med mladostniki in da odstotki med mladostniki naraščajo z leti, tam le vidite zelo strm porast, predvsem po odprtju po covidu. Vidite tudi na prvih stolpcih, kjer so prikazane cigarete, da je prišlo do porasta med zadnjima 2 letoma raziskave in predvsem čisto med zadnjimi stolpci pa vidite, koliko več je uporabnikov vsaj enega izdelka z nikotinom. In tukaj se nam poraja seveda vprašanje, ali bomo šli do generacij zasvojenih z nikotinom. Kar naprej. Zdaj, mladoletniki zaznavajo izdelke kot za zelo, zelo dostopne, menijo, da jih lahko kupijo ali sami, ali pa tudi recimo pogosto uporabijo nekoga, ki je pač polnoleten, prijatelja in ga prosijo, da gre za njih to kupiti. Ali pa upravijo tudi nakup preko interneta, predvsej tudi preprodaje med mladimi. Tudi cene se jim ne zdijo pravzaprav visoke, to se pravi, so za njih dostopne. In ko mlade sprašujemo, recimo, kolikokrat se jim zgodi, da jim trgovec zavrne nakup ali pa zahteva od njih osebni dokument, ugotavljamo, da so odstotki tistih mladoletnih, ki se jim to vedno zgodi, pri vsakem poskusu nakupe izjemno nizki. To se pravi, mladoletnik bo najdel eno prodajno mesto, kjer bo v končni fazi lahko kupil izdelek. Kar naprej, prosim. Zdaj, to vse, kar se dogaja, pa zaskrbljujoče pravzaprav iz večjih razlogov. Kot prvo, vsi ti izdelki vsebujejo nikotin,
ki povzroča zasvojenost. To seveda pomeni, da bo verjetno večina teh mladih tudi nadaljevala z uporabo v odraslo dobo in bodo pač ti odstotki se nam enkrat kasneje tudi seveda med odraslo populacijo zvišali. Pomembno, da pa se zavedamo tudi tega, da so mladi dosti bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti kot odrasli in sploh, če so mlajši. Mlajša, ko je oseba, bolj bo hitreje zasvojena, bolj bo zasvojena, pravzaprav bo imela manjšo verjetnost, da bo kadarkoli opustila ta izdelek in to seveda pomeni, da ima industrija seveda nekega trajnega kupca njihovih izdelkov. Zviša se tudi tveganje za zasvojenost z drugimi psihoaktivnimi snovmi, potem lahko pride do trajnih škodljivih učinkov na razvoj možganov, v tem obdobju je intenziven razvoj možganov. Večja je verjetnost, če nekdo začne uporabo teh novih izdelkov, da bo potem kasneje postal tudi kadilec cigaret in pa seveda škodljivi učinki na zdravje so tisti, za katerih moramo biti tudi zaskrbljeni. Tako da imamo veliko razlogov, seveda, da si močno prizadevamo, da bi zmanjšali uporabo in poseganje po teh izdelkih med mladostniki. Pa bi kar nadaljevali, jaz bom pa predstavila nekaj osnovnih podatkov glede pitja alkoholnih pijač med mladostniki iz Slovenije. Zdaj, mi iz drugih raziskav vemo, bomo pa danes potem tudi iz te, ki smo jo mi opravili, da so alkoholne pijače mladim zelo dostopne. Raziskava ESPAD, ki jo v Sloveniji vodi Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, je ugotovila, da je 85% 15 in 16 letnikov poročalo, da nimajo nobenih težav oziroma da zelo lahko pridejo do alkoholnih pijač. Zdaj, kadar govorimo o dostopnosti oziroma uporabi alkohola med mladostniki, se mi pa zdi fajn tudi, ko pišemo in govorimo, da vedno pogledamo neko širšo sliko, ker odrasli so tisti, ki nekako prenašajo svoj odnos do alkohola mladostnikom in mi iz raziskav, ki jih na našem inštitutu izvajamo, vidimo, da 75% odraslih prebivalcev vsaj občasno pije alkohol, tako da je pitje alkohola zelo pogosto, kar je zelo pomembno tudi pri tem, kakšen odnos nekako dajemo mladostnikom. Zdaj, ko govorimo o dostopnosti do alkohola, mi bomo v nadaljevanju videli, da smo tukaj preverjali predvsem nakupovanje, moramo biti pa predvsem mogoče pri alkoholu pozorni na to, da pa pogosto so odrasli tisti, ki z nekim nekritičnim odnosom mladostnikom omogočijo alkohol. Navadno je to nekje ob koncu osnovne šole, tako da tudi tukaj poziv ne samo mladostnikom, ampak predvsem odraslim, kaj lahko mi naredimo, da zmanjšamo dostopnost alkohola. Zdaj, če pogledamo nekaj podatkov, vidimo iz HBSC raziskave, ki jo izvajamo od leta 2000 na našem inštitutu, da do 17. leta se večina mladostnikov že sreča z alkoholom. 84% 17-letnikov je že spilo prvo alkoholno pijačo. Potem vidimo, da približno polovica 17-letnikov je bila že vsaj dvakrat v življenju opita. Vidimo pa tudi iz podatkov, da je približno vsak 5. 17-letnik pa že pije alkoholno pijačo enkrat na teden, vsaj enkrat na teden, kar pomeni, da je to nek odstotek že neke malo bolj redne, še bolj tvegane uporabe, ki se nam bo potem tudi kasneje, ko bojo te mladostnike odraščali, nekako lahko kazal v nekih podatkih kasneje. Lahko kar naprej. Zdaj, pri alkoholu so mogoče trendi malo bolj ugodni v primerjavi z tobakom in vidimo, da nam v bistvu tedensko pitje in pa upijanje in pa večina drugih kazalnikov, ki jih spremljamo pri mladostnikih, 11, 13 in pa 15 in pa 17 letnike spremljamo v tem raziskavi, da nam v bistvu ti odstotki padajo. Verjetno ste zasledili tudi že gibanja, kot so trezna radovednost, kjer je v bistvu res gre za to, da se zabavamo brez alkohola, da res premislimo, ali želimo piti ali ne, in ravno mladi so bili pobudniki teh gibanj. Tako da, če nam v odrasli populaciji odstotki naraščajo, nam pri mladih padajo, kar je ugodno, ampak kljub temu pa, če primerjamo Slovenijo z drugimi raziskavami, ki so vključene v to veliko HBSC raziskavo, 45 držav sodeluje, pa še vedno nekako smo znotraj 15-terice držav, ki imajo najvišje podatke glede pitja alkohola med mladostniki. Tako da kljub tem ugodnim trendom nekako vidimo
Pa še en podatek, ki je pa tudi zaskrbljujoč, to je, da približno tretjina 15-letnikov poroča, da je svojo prvo alkoholno pijačo spilo v starosti 13 let ali prej. Torej vsak tretji 15-letnik. Zdaj podobno kot je že Helena poudarila, velja tudi tukaj. Mlajši kot je mladostnik, ko začne s prvimi poskusi pitja, s prvimi poskusi opijanja, večja je verjetnost, da bo imel kasneje v življenju težave zaradi pitja alkohola. Zato je res zelo pomembno, da tukaj delujemo preventivno, da skušamo čim bolj zmanjšati te odstotke in pa čim bolj te prve poskuse pitja nekako prenesti v čim kasnejšo starost. Zdaj, zakaj nas to tudi skrbi? Mi vemo, da alkohol je pogosto vstopna točka tudi za rabo drugih psihoaktivnih snovi, drugih drog, ne samo dovoljenih, ampak tudi prepovedanih in pa pogosto se povezuje tudi z drugimi tveganimi vedenji pri mladostnikih. Zakaj je pa preventivno delovanje še toliko bolj pomembno? To je pa zato, ker mi danes zelo dobro vemo, kateri ukrepi alkoholne politike delujejo. Svetovna zdravstvena organizacija je predlagala 10 področij ukrepanja in med njimi je zmanjševanje dostopnosti, tako fizične kot cenovne dostopnosti do alkoholnih pijač, eden izmed najbolj učinkovitih ukrepov. Tako da danes vemo, kaj deluje, nekako potrebna pa je neka skupna družbena odločitev, da pač v tej smeri delujemo. Ker mi vemo, da manjša kot je dostopnost do alkohola, manj je pitja alkohola in posledično je tudi manj škodljivih posledic zaradi alkohola. To so pa še publikacije, tako da mislim, da bomo to tudi poslali, kjer pa je na voljo še več podatkov. Lepo pozdravljeni, jaz vam bom pa skupaj z Gorazdom predstavila izsledke skritih nakupov tobačnih in nikotinskih izdelkov ter alkoholnih pijač, ki so bili izvedeni v sklopu evropskega projekta Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases. Najprej nekaj čisto osnovnih podatkov. Z nami so pri nakupih sodelovale polnoletne osebe, ki so izgledale dovolj mlade, da brez preverjanja njihovega osebnega dokumenta ni bilo mogoče vedeti, ali so polnoletne ali ne. Sodelovalo je 8 deklet, starih med 18 in 20 let. Prodajna mesta, ki smo jih izbrali za obiske oziroma izvedbo skritih nakupov, smo izbrali iz seznama registriranih prodajnih mest tobačnih in nikotinskih izdelkov v mestni občini Ljubljana in na večini teh prodajnih mest prodajajo tudi alkoholne pijače. Skupno smo obiskali 273 prodajnih mest, na 144 od teh so skrite kupke poskusile kupiti tobačni oziroma nikotinski izdelek, na 129 prodajnih mestih pa alkoholno pijačo. Zdaj iz tega zemljevida lahko vidite, da je gostota prodajnih mest, kjer prodajajo omenjene izdelke s starostno omejitvijo v mestni občini Ljubljana, zelo gosta, se pravi so zelo gosto razporejena ta prodajna mesta. Kar naprej. Druga ugotovitev pa je bila, da so ta prodajna mesta tudi v bližini šol, in sicer najbližje prodajno mesto je bilo od osnovne šole oddaljeno le 24 metrov, ki jih je mogoče prehoditi v zgolj 1 minuti. Ugotovili pa smo tudi, da več kot polovica prodajnih mest je od osnovnih in srednjih šol oddaljena 5 minut hoje ali pa celo manj. Ugotovili smo, da, se pravi, če vam predstavim zdaj te rezultate za tobačne in nikotinske izdelke, poskusili smo kupiti oziroma skrite kupke so poskusile kupiti klasične cigarete, tobak za zvijanje, brezdimne tobačne izdelke, ogrevane tobačne izdelke, elektronske cigarete in pa nikotinske vrečke. In ugotovili smo, da v 44% so uspele katerega od teh tobačnih oziroma nikotinskih izdelkov kupiti, brez da bi pokazale osebni dokument, se pravi izkazale, potrdile svojo polnoletnost. V 60% pri poskusih nakupov so sicer prodajalci od njih zahtevali osebni dokument, kljub temu pa v 7% od tega jim prodali ta izdelek, čeprav osebnega dokumenta niso pokazale. Ostala opažanja na terenu so bila, da še vedno ponekod so ti tobačni in nikotinski izdelki kljub prepovedi razstavljanja oziroma vidnosti vidni.
Ugotovili pa smo, da je na vseh prodajnih mestih, ki smo jih obiskali, vidno objavljeno obvestilo o prepovedi prodaje tobačnih in nikotinskih izdelkov mladoletnim osebam, da oglaševanja na prodajnih mestih teh izdelkov ni in da ni prišlo do kršitve arom v omenjenih izdelkih. Hvala, Zala. Toliko glede tobaka in povezanih izdelkov, zdaj pa še par besed glede projektnih aktivnosti vezanih na skrite nakupe alkohola oziroma alkoholnih pijač. V sklopu projekta smo torej znotraj Mestne občine Ljubljana izvedli 129 poskusov nakupov alkoholnih pijač z mladimi skritimi kupci na različnih tipih fizičnih prodajnih mest. Ti so vključevali večje trgovine, manjše trgovine, kioske, bencinske servise in pa specializirane prodajalne za alkoholne pijače. Alkoholne pijače, ki so jih naši mladi skriti kupci poskusili kupovati, pa so bila piva, mirno vino, peneče vino, mešane alkoholne pijače in pa žgane pijače. Zdaj, kot vidite na drsnici na levi strani je bilo od 129 poskusov nakupov alkoholnih pijač našim mladim skritim kupcem omogočenih kar 70% oziroma 90 nakupov, pri čemer so na prodajnih mestih prodajalci oziroma blagajniki po polnoletnosti naše mlade skrite kupce povprašali samo v 33% primerov. Tudi znotraj teh 33% pa so kljub temu, da mladi skriti kupci niso predložili osebnega dokumenta, tamkajšnji blagajniki oziroma prodajalci alkohol jim prodali vseeno v 7% primerov. Tako kot je kolegica predstavila glede tobaka in nikotina, če zdaj te rezultate želimo primerjati glede skritih nakupov med alkoholom in tobakom, je moč ugotoviti, da je relativna verjetnost za uspešen nakup alkohola napram tobaku oziroma nikotinskim izdelkom kar za 1,6-krat oziroma 60% večja. Če gremo naprej, toliko zdaj o nakupih na fizičnih prodajnih mestih, zdaj bi pa še na kratko predstavil rezultate skritih nakupov preko spleta. Opravili smo 18 spletnih naročil alkoholnih pijač, večinoma preko različnih e-trgovin, večjih trgovcev in pa tudi na spletnih straneh pravnih oseb, ki kot večinsko ali pa v celoti opravljajo tržno dejavnost prodaje alkoholnih pijač preko spleta. Od teh 18 spletnih naročil so naši skriti kupci lahko prevzeli jih 16 oziroma 89% poskusov spletnih naročil s prevzemom jim je bilo omogočenih. Od teh 16 so bili vsi prevzemi spletnih naročil torej preko spleta, ampak prevzeti na fizični lokaciji te trgovine potem uspešni, kot so bili oziroma omogočeni tudi vsi prevzemi spletnega naročanja alkohola z dostavo na dom. Torej samo v dveh primerih to vrsten prevzem mladim skritim kupcem ni bil omogočen. Takšen rezultat, torej, da mlada oseba lahko praktično v 90% pride do alkohola preko spletnega naročanja, nekako kaže primerljive izsledke tudi s prvo, sicer manj obsegajočo, ampak metodološko primerljivo raziskavo, ki jo je prva v Sloveniji izvedla Zveza potrošnikov Slovenije leta 2023. Tam je bilo prav tako prevzem alkoholnih pijač preko spletnega nakupovanja mladim skritim kupcem tam omogočen v vseh 10 primerih. Toliko glede samih podatkov, na kratko bi omenil še par opažanj, na katera smo tekom izvedbe nakupovanja alkoholnih pijač naleteli. Tukaj seveda pri interpretaciji teh podatkov prosimo za rahlo previdnost, ker vse alineje z izjemo druge ne predstavljajo dejanskih pravnih kršitev, ampak bolj nakazujejo nekakšne izzive, ki se jih že več let na področju omejevanja fizične dostopnosti alkohola srečujemo. Trgovci se vsekakor, ko smo uspeli opaziti, poslužujejo različnih do neke mere tudi sivih con oziroma nekako sivih con odgovorne oglaševalske prakse in pa tudi se poslužujejo različnih pristopov za pospeševanje prodaje alkohola tudi na prodajnih mestih. V velikih primerih smo zaznali različna znižanja na večje količine alkohola,
potem tudi znižanje cen na podlagi predložitve kakšnih kartic zvestobe in podobno. V nekaterih primerih, kot sem pa že omenil, je pa prišlo do dejanskih kršitev 8. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola, torej tudi v tistih primerih, ko je prodajalka oziroma prodajalec podvomil v polnoletnost mladega skritega kupca, ji je oziroma mu je alkohol vseeno prodal. Teh kršitev je bilo 7%. Toliko z moje strani. Mogoče bi omenil pa samo še, da kar se tiče pa spoštovanja 11. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola, torej da je na vidnem mestu, na prodajnem mestu izobešeno opozorilo o nedovoljeni prodaji alkohola mladoletnim. Tega so se trgovci v večini primerov držali, ampak kot vidimo, je uspešnost tega pravnega predpisa dokaj vprašljiva. Jaz pa vam bom kratko predstavila ugotovitve nadzorov, ki jih opravljamo na Tržnem inšpektoratu, tako glede prodaje alkoholnih pijač kot tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim osebam. Pravno podlago za nadzor nam daje Zakon o omejevanju porabe alkohola, ki določa, katere so alkoholne pijače, da je prepovedana prodaja alkoholnih pijač osebam mlajšim od 18 let, da je Tržni inšpektorat pristojen za nadzor izključno v prodajalnah in pa med drugim tudi ZOPA omenja, da morajo biti na vidnem mestu v prodajnem prostoru, kjer se te pijače prodajajo, obvestila o prepovedi. Poleg tega nam zakon daje tudi pooblastilo, in sicer pooblastilo, da lahko nadzor prodaje alkoholnih pijač, pa tudi tobačnih izdelkov, no potem drugi zakon, opravljamo v sodelovanju z mladoletnimi osebami, seveda pa moramo predhodno pridobiti soglasja njihovih staršev. Pri tem, bom rekla, uspešno sodelujemo, odkar je prišlo do te spremembe zakona z nevladnimi organizacijami, ki imajo mladoletne osebe, ki jih usposabljajo za ta način dela. Poleg tega pa zakon tudi prodajalcem omogoča, da lahko od vsake osebe, za katero domnevajo, da še ni polnoletna, zahtevajo osebni dokument oziroma javno listino, s katero izkaže istovetnost, na podlagi katere izračunajo starost, in če tega oseba ne da, tega izdelka ne smejo prodati. Obenem zakon za kršitve predvideva tudi globe. Globe so enake tako za kršitev prodaje alkoholnih pijač kot tobačnih in povezanih izdelkov, in sicer določene so za pravne osebe, njihove odgovorne osebe in tudi samostojne podjetnike. To so pa zneski. Zdaj, v lanskem letu smo nadzor opravljali v spomladanskem in jesenskem času. Opravili smo 78 nadzorov v 29 različnih krajih pri 23 različnih trgovcih in ugotovili 46 kršitev, kar je skoraj 59%. Zdaj, če pogledamo po letih, odkar sodelujemo z mladoletnimi osebami, od leta 2019 smo začeli, s tem, da v koronskem letu 2021 nadzorov nismo izvajali, pa do leta 2025 vidimo, da sicer odstotek ugotovljenih kršitev pada, ampak se je v lanskem letu iz 53 dvignil na 58%. Zdaj pa še glede, kar se tiče uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ravno tako ta zakon prepoveduje prodajo teh izdelkov osebam mlajšim od 18 let, poleg tega tudi osebe mlajše od 18 let ne smejo prodajati teh izdelkov, mi pa smo pristojni kot Tržni inšpektorat za nadzor izključno poslovnih subjektov. Prav tako kot pri alkoholu, tudi pri tobaku morajo biti nameščena obvestila
o prepovedi prodaje teh izdelkov osebam mlajšim od 18 let. Zdaj zakon tudi določa, kateri so tobačni izdelki za kajenje, pa brezdimni tobačni izdelki, o tem niti ne bom govorila, ker je že povedano, in povezani izdelki. Podobno kot pri alkoholu daje zakon pooblastilo tako trgovcem kot tudi nam tržnim inšpektorjem, da lahko izvajamo nadzor, in tudi prekrškovno ukrepanje je enako kot pri alkoholu. Zdaj, glede nadzorov v lanskem letu smo ravno tako upravljali v dveh delih, spomladi in jeseni, aprila in oktobra. Smo opravili 75 nadzorov v 31 krajih pri 17 različnih poslovnih subjektih in ugotovili 26 kršitev, kar je slabih 35%. Pri tem smo v lanskem letu kupovali cigarete, elektronske cigarete, tobak za segrevanje in nikotinske vrečke. Odstotki teh kršitev so prikazani. Zdaj pa, če pogledamo še ugotovitve za pretekle nadzore, kako je pri tobačnih in povezanih izdelkih, ravno tako sodelujemo z nevladnimi organizacijami od leta 2019, pa če pogledamo rezultate, pa tukaj vidimo, da so odstotki kršitev nižji kot pri alkoholu in tudi padajo. Lansko leto je bil ta padec precejšen, iz 45 je padel na 34%, medtem ko pri alkoholu ni odstotek kršitev padel, ampak se je celo povečal. Zdaj je več o našem delu si lahko pogledate na naši spletni strani. Bi pa še dodala samo to, da kar ugotavljamo na terenu, da trgovci so seznanjeni z zakonskimi določili, obveščajo prodajalce, jih seznanjajo, da morajo preveriti starost, na blagajnah imajo celo opomnike, da potem takrat, ko skenirajo ali tobačni izdelek ali pa alkoholno pijačo, se jim pokaže obvestilo, da je potrebno preveriti starost. Šli so celo tako daleč, da se jim potem tudi kritičen datum pojavi, od katerega morajo upoštevati, ali je oseba starejša ali mlajša, ampak kljub temu do kršitev še vedno prihaja. To je z moje strani. Hvala. Morda nisem odgovorili na to vprašanje, kaj lahko novinarji in snemalci vidijo na teh dveh mizah. Boste vi vzala? To so izdelki, ki smo jih uspeli kupiti v sklopu teh izvedenih skritih nakupov pri Joint Action Prevent NCD. Se pravi, zdaj v teh dveh zimskih mesecih, ko smo izvajali skrite nakupe s polnoletnimi osebami, ki so bile videti dovolj mlade, da bi se moralo od njih zahtevati osebni dokument, da bi izkazale svojo polnoletnost. In sicer je cel nabor alkoholnih izdelkov, ki jih je prej naštel Gorazd, pa tudi kar nekaj različnih cigaret in ostalih tobačnih in nikotinskih izdelkov. Tu jih mora biti tistih skoraj 100 vaših, pa 44% od 144 naših.